Najprej hvala lepa za povabilo in hvala lepa tudi za ta pozdrav, za katerega se vam iskreno zahvaljujem, hkrati vas pa spodbujam, da ne nehate takole sklepati rok, ampak v molitev, ne v ploskanje. Naj to traja. Naj nas molitev povezuje vsak dan v vseh naših nalogah, v vseh naših odgovornostih, v tej naši cerkvi in na tem našem narodu. Naj vas pozdravim z pozdravom svetega Frančiška, mir in dobro. Mir in dobro najprej gospodom jezuitom, ki so nas sprejeli pod njihovo streho, ki so pod njihovo streho sprejeli ta svetopisanski maraton, kajti vse, kar je Božje, na koncu koncev potrebuje nekoga, ki to Božje sprejema. Božje ne more ostajati nekje v zraku, v neki zamegljenosti, ampak mora najti konkretno srce, konkretno privolitev, konkretno streho nad glavo. Pozdrav tudi gospodu profesorju Peklaju, ki nas je mojstril v Svetem pismu, ko smo bili še študentje, in preverjal naše znanje in bil prizanesljiv. Pozdravljene tudi vse sestre redovnice in pozdravljeni vsi tisti, ki ste skozi ta čas svetopisanskega maratona v sebi ustvarjali tišino, da je beseda mogla najti svoje mesto. Rad bi, da to ljubezen do besede, ki jo izgovarja Bog, nosite s sabo. Zdi se mi to izredno pomembno sporočilo za naš čas. Kajti v našem času je ogromno besed, ki so jalove, ki so nerodovitne, ker ne sedejo v srce. Včasih niti v ušesa ne, včasih samo služijo za neko ozadje, da človek ne odkriva svoje globine in se ne potopi vanjo. Ta beseda, ki jo izgovarja Bog, pa potrebuje našo tišino. Kajti samo v tišini beseda postane beseda. Tišina je pravzaprav življenjski prostor besede. In zato se vam zahvaljujem, da ste v tem času maratona ustvarjali tišino, da je beseda mogla prihajati v vas. Naj v vas beseda postane rodovitna. Naj obrodi sad. Kajti, kakor obljublja Bog, njegova beseda nikoli ne pride na zemljo, ne da bi vzbrstela, da bi uskalila, da bi obrodila in da bi prinesla sad. Naj beseda v vas rodi sad in bodite pozorni na to, da boste sad odkrili in se ga veselili. In potem pa to besedo v sebi nosite v ta naš svet. Naš svet izredno potrebuje besedo. Kajti naš svet je razočaran. Ljudje v našem svetu so prestrašeni, bojijo se. Bojijo se včasih sami sebe, velikokrat drugega, bojijo se jutrišnjega dne. V ta strah, ki ga človek izgovarja in živi, pa prihaja Bog, pa pravi, ne boj se. Ne boj se, Jakob, črviček. Ne boj se, ker sem tvoje ime zapisal na obe dlani svojih rok. Ne boj se, ker si moj. V tej Božji besedi človek spozna, da ni nikoli brez očeta, da ni slučaj, da je njegovo bivanje izraz Božje ljubezni, da ni nikoli nezaželjen in da je vedno ljubljen. Ali moramo temu svetu dati kaj več? Temu našemu človeku dati kaj več? Kot to spoznanje, to zavest Božjega otroštva. In zato, dragi bratje in sestre,
Dragi organizatorji, hvala vam za ta dogodek, ki se množi po tej naši zemlji, ki se množi po teh naših srcih. In če bo to pomagalo do spoznanja, da smo Božji otroci in v tem Božjem otroštvu smo med seboj bratje in sestre, potem bo ta naš svet, ta naša domovina postajala drugačna. V njej bo imel prostor Bog in v njej bomo imeli prostor tudi mi. Zato še enkrat hvala lepa za to, kar ste naredili in verjamem, da je to samo izkušnja za prihodnjič. Pogumno naprej.